Kaj je moj sum, kje da je to se umelo, takrat je bilo kar policije, kar vsega tam. Pa naši ljudje so takrat gasili in sreč ni prišlo do hujšega požara, ker smo imeli ravno za tega nekaj. Kjer sonce sije na domačije, na hribčku raste trtica, šumi gozdovi, cvetovrtovi, tam je naša hišica. Šumi gozdovi, cvetovrtovi, tam je naša hišica. Vaščan veselo hiti na delo, od sonca vžgan ima obraz. Ko sonce peče, on nič ne reče, ko rajžno dela prav vsaki čas. Ko sonce peče, on nič ne reče, ko rajžno dela prav vsaki čas. Ko rosa pade na vse livade, na hiše sveti lunica, spet zvon zapoje nam pesmi svoje, k počitku gre dolinica. Spet zvon zapoje nam pesmi svoje, k počitku gre dolinica. Lepo pozdravljeni v Slavnikarskem muzeju Domžale. Najbrž je prav, da se najprej ozremo prav na Slavnikarski muzej. Zakaj? Kajti prav v teh dneh se spominjamo prve obletnice njegove otvoritve. In mislim, da je lepo, da ga imamo, da smo vsi tega veseli, da se je Slavnikarski muzej dobro prijel, lep obisk je in prepričana sem, da je upravičil vsa sredstva, ki so bila vložena van in seveda tudi vso voljo, veselje vseh nas, vas, ki ste sodelovali pri tem, da smo končno v Domžalah izpolnili to dolgoletno obvezo do preteklosti naših predhodnikov in seveda tudi naše tradicije. Toliko za uvod in mislim, da je današnji pogovor lahko ena od stvari, s katerimi bomo rekli, da smo proslavili prvo obletnico Slavnikarskega muzeja. Govorili bomo namreč o tovarni Univerzale. O tovarni, ki je bila, lahko rečemo, ena od nosilk našega gospodarskega povojnega razvoja, pomembna tovarna in danes bomo govorili o njeni zgodovini, o tradiciji. Zbrali bomo pričevanja delavk in delavcev v tovarni Univerzale in seveda na ta način tudi skušali dati nekaj v mozaik te preteklosti. Zato smo se tudi odločili, da bomo današnji pogovor posneli. Lepo pozdravljam kolege iz Fotokino-kluba Mavrica, ki bodo tole zadevo posneli zato, da jo bomo imeli za takšne in drugačne namene v prihodnosti. Jaz sem vesela, da imamo danes tu na odru tako zanimive goste. Kajti z nami so dolgoletni direktor, lahko rečemo prava legenda, tovarne Univerzale, gospod
danes z nami in prepričana sem, da bo eden od tistih, ki bodo lahko veliko povedali o tovarni Univerzale, kajti tako rekoč vso svojo delovno dobo, 38 let, je pustil v tovarni Univerzale, pri tem se je tudi en velik del kot direktor gledan, cenjen in mislim, da še danes takšen, ki lahko vsakomur pogleda v oči, glede na to, kaj je naredil v tej tovarni in kaj je zapustil. Potem pa so z mano tu na odru še gospa Jožica Košak, ki je bila v tovarni Univerzale šivalka. Potem Milica Valpetič, prišla je iz Kamnika zdaj, drugače pa pravzaprav tudi pomembna vse skozi vodja oddelka šivilstva tam, kjer so delali slamnike in pa ki je začel v Univerzalu, se tam naučil, potem pa krenil nekoliko po svoje in skozi Univerzalo. Pa pri meni ni vsem točno. Preden začnemo še s pogovorom, je pa prav, da se zahvalimo še tistim, ki so začele naš današnji nocojšnji pogovor, ljudske pevke, ki jih vodi gospa Mara Vilar in ki so nam prinesle za uvod sonce, ki ga danes ni. Jaz mislim, da je prav, da mogoče na začetku samo za uvod povemo nekaj stavkov o zgodovini tovarne Univerzale. Morda bolj o tem, kaj je bilo prej tam kot stavba, kaj je bilo prej tam kot neka tovarna. In podatke o tem smo seveda povzeli po knjigi, ki smo je bili prav tako veseli v lanskem letu in ki jo je napisal pred kratkim z zlatim občinskim priznanjem nagrajeni. Gospod Matjaž Brojan je danes tudi z nami. Slavnata sled Domžal pa je knjiga, ki seveda govori o tradiciji. Jaz sem z te knjige povzela nekaj podatkov, upam, da dovolj točno, dovolj natančno, da ne bo preveč napak o tovarni Univerzale. Na mestu, kjer je danes tovarna, so bile včasih kmetije, zemljišča, ki jih je potem počasi, po letu 1860, odkupoval Oberwalder, Jakob Oberwalder, eden od tistih, ki so prišli z Tirolske v Domžale, zato da bi pravzaprav na nek način začeli s slamnikarstvom tam, kjer so slamnike že izdelovali. To je bila tako imenovana Volkova lokacija in prva stavba je bila zgrajena leta 1870 kot Oberwalderjeva tovarna slamnikov. Leta 1908 so to prvo stavbo do Tav podrli in zgradili novo. Na tem mestu je potem delovala tovarna slamnikov, ki je bila v že imenovanih Tirolčevih rokah. O zametkih tovarne Univerzale lahko pravzaprav govorimo, da segajo v leto 1931, ko je velika tovarna, ki je bila potem združena in v kateri so pravzaprav bili lastniki štirje ključni domžalski Tirolci, če tako rečem, Lačteter, Kurztaler, Oberwalder in Štenberg, da je ta tovarna na nek način zaradi težav, ki so nastale, prišla v slovenske roke. Potem nekak leta 1936 je bilo tudi v celoti zamenjano vodstvo, zamenjane poslovodje in na nek način je na čelo tovarne prišel kot pomembna osebnost gospod Vinko Zalokar, ki je potem, lahko rečemo, tako pravi gospod Brojan, s svojo ambicioznostjo, svojo delavnostjo in zagnanostjo, tudi za znanjem ekonomije, tovarno do druge svetovne vojne pravzaprav postavil na zelo zdrave temelje. Tovarna je proizvedla ogromno, tudi več kot 100.000 slamnikov na leto, izboljšali so kakovost, tudi dobo trajanja
posameznih slamnikov in seveda tudi modele. Tako da je vojno tovarna dočakala, žal se je potem vse skupaj ustavilo. Tovarna je postala kasarna, v njej so bili Nemci. Sem tudi prebrala, da so bila vsa okna zatemnjena in da je bila pravzaprav precej zanemarjenem stanju po vojni. Potem je prišla svoboda in tudi odločitev, da tovarna deluje naprej. Gospod Vinko Zalokar, ki je vmes bil tudi v partizanih, je po vojni dobil nalogo, da tovarno ponovno postavi na svoje noge. Kot lastnika izpred vojne so ga kljub, rekla, lepi in pozitivni preteklosti iz vojne vendarle razlastili, tako je to pač bilo. Ostal pa je direktor oziroma upravnik, čeprav je imel kar precej težav s novo oblastjo. Leta 1950 pa je potem umrl in tu se pa začenja naša nocojšnja zgodba, kajti prav leta 1950, 1. maja, pa je v tovarno že prišel mladenič, takrat mladenič, gospod Matijas Volšak. Imel je tekstilno šolo in pravzaprav takoj tudi nalogo, takole, da vam bom dala zdajle mikrofon, mislim, da deluje, da začne staviti delo. Pa me mogoče najprej zanima, ste vi spoznal gospoda Zalokarja? Ja, jaz sem ga mogoče treba malo bližji. Jaz sem ga poznal zelo dobro. On je bil, poleg tega, da je bil, lahko rečem, on ni bil lastnik tovarne. Lastnik tovarne je bila banka, ker je pred vojno propadla. On je pa bil potem najemnik in je res oživil to proizvodno. Poleg tega je bil pa velik zbiratelj svetnikov, kipov, ki jih je vozil v fabriko. No, poleg tega je bil on še enega sodelavca, inženir Stareta, ki je pa uvedel takrat v proizvodno rudarske šleme. No, to je že bolj prostranska zadeva, samo Zalokar je potem zelo kmalu odšel. Takoj moram povedati še, da takrat, ko sem jaz prišel v fabriko, to ni bil univerzale, ampak je bila tekstilna industrija Domžale, ki je združevala 4 zelo slabo stoječe, lahko rečem, fabrike. To je bil univerzale Domžale, Fitz Menjuš, Trak Menjuš in Otex Šmarca. Prišlo je novo vodstvo, direktor je postal Borišek Jože, brat tega Pretavca, aviatičarja. No in tudi ta združena tekstilna industrija ni delovala, ker je to bil konglomerat, na katerega se nobeden ni pravzaprav dobro spoznal, ker je bil nemogoče voditi. To je bilo toliko programov, pa dislocirane fabrike, takrat teh povezav, recimo kot danes avtomobilo, pa tega ni bilo in so bile komunikacije zelo otežene. No, ampak še naprej, potem, ko je prišel pa leto 1955, je pa ta konglomerat zopet razpadel in so se vse te fabrike osamosvojile in je kot direktor v univerzale prišel Borišek Jože. Vi ste bil pa pravzaprav vse skozi, ali pa odkdaj je že tehnični direktor? Jaz sem bil takoj tehnični od 1. maja. Kar od 1. maja, mladenič pride in je kar tehnični direktor. Takrat je pa, veste, tako pomankanje kadrov, da so bili veseli. Sam jaz moram priznati, da takrat pravzaprav nisem več znal. To je bila še ena dejavnost, ki jo mi v šoli sploh nismo obravnavali, to klobuke pa samih. No, potem je pa Borišek tudi odšel in ko sem jaz postal direktor, ne direktor, tehnični vodja, je prišel 55. leta pa za direktorja Demša.
Deža Štefan, vi se ga spominjate, sigurno, Miha sigurno. Ja, ker niste prav najboljši v odnosih, ampak... Vi pravite nekje, da je bil zelo dober človek, ampak da firme pa ni znal voditi, ne? Jaz pravim, da je bil zelo dober človek, sam živel v planu 1, ne. On je delal recimo po nekojnih navodilih, ampak navodil ni mogel dobiti, ker je bila to okrajna fabrika pravzaprav. Takrat so se delila ta delovna organizacija na okrajne, republiške in zvezne, ne. In univerzale in vse te, ki sem jih prej naštel, so bile okrajne. A plan 1 je pomenil, da je rabo navodila? Plan 1 se je določil iz direkcij. Ravno tako, ko sem jaz takrat, ko sem prišel, končal šolo, ne, nas so razporejali na direkciji v Ljubljani. In vsi 33, ki nas je bilo v razredu, samo 2 so ostala v Sloveniji, vsi ostali so šli v Srbijo. Po direktivah? Po direktivi. No in jaz sem takrat po direktivi odšel v Tržič in tam sem bil v tej pomažni predelnici in tkalnici kot en pripravnik, en stažist, ne. Dokler nisem šel leta 50. Ne, prej, 48 v vojsko. In sem tam v vojski bil v šoli v Somboru, 49 bi moral priti domov, pa je bila ta resolucija informiroja in so nas zadržali, pa sem prišel potem komaj aprila 50. Mal sem srečo, da sem tudi iz šole prišel nazaj v Slovenijo. Bil sem v Metliki takrat, ker drugi so bili spet vsi razporejeni dol na jug. No in mislim, potem jaz rečem, da je bila to zelo težak začetek. Surovin ni bilo, niti za slamike, niti za klobuke. Povojno obdobje uvoza ni bilo. To smo flikali pa delali. Potem so se začeli zopet plesti kranjske, kite iz Kranjske Slavne. Tam po deželi, tako da so majhne količine prihajale in so se začeli potem delati slamniki na tak način, ne vem, kdo to Miha povedal, Milicam še ne. Vse par komadov je bilo, par strojev je delal in to še na transmisijo, da se kaj transmisija. To je skupen pogon, pa na vsak je tista os, pa potem žene in je gnala te stroje. Prav tako primitivno, lahko rečem starinsko, ampak takrat je bilo to, tako je bilo, ne. In v teh 50 letih se je malo slamnikov delali še? Takrat v 50 letih se je delalo zelo, zelo malo slamnikov, ne. Ker delalo se je, ni bilo surovin, ni bilo več uvoza pa ni bilo, ne. A starih zalog vas je kaj počakal, teh še odprej, recimo slame, česa kaj? Kaj pa stroji, je kaj vštali? Stroji je bilo pa dovolj. Eni so bili še izpravni, jaz mislim, da je bilo strojev čez 200, ne vem, precej čez 200. Ampak potem so se te uporabljali, ko se je slamnik začel v večjem obsegu delati, kot za rezervne dele, ne. Ker rezervnih delov niste kjer dobili, imeli smo zelo dobre filmomehanike, Zdravkota pa Tiča, ki so določene stvari potem sami izdelovali, ročno te rezervne dele, tako da so spravili ti stroje v pogon. Mi smo preskrbeli pa, da je šlo to na posamičen pogon. Vsak stroj je dobil svoje strojalo, vsak stroj je dobil svoj motor, tako da ni bilo več tistega centralnega pogona. Poleg tega sem prej omenil, da so se takrat izdelovali, ker to ne ve, to malo kdo ve, mogoče Miha spet ve, so se izdelovali rudarski šlemi, čelade za rudarje. Tako? Mislim, to je bilo zelo težko, težaško delo in ta inženir je izumil te stiskalnice.
to se je delalo iz usna, iz kloponov za podplate. Mislim, zelo težko, ampak takrat drugega ni bilo, pa se je to dosti dobro prodajalo, v rudnike. No, potem se pa, da s tem končam, so se pa začeli te rudarske šlebi, rudarske čelade uvažati in je v univerzale ta proizvodna ugasnila. Problem enega in drugega, proizvodne klobukov in proizvodne slamnikov je bila sezonska proizvodna. Samo ena sezona je bila in treba je bilo delati v nesezoni, pa v skladišče, pa to financirati, nedovratna sredstva, zato smo iskali izhode, iskali možnosti, kaj bi lahko naredili, da bi se te prostori, pa ogromno neizkoriščeni prostori izkoristili. No in tako spet prav, ki je bil ta direktor Demša, prišla ideja, da bi organizirali konfekcijo. Ker to je bilo pravzaprav nobenih investicij velikih, nismo kupili takrat par starih šivalnih strojev in tiste montirali ravno tam, ko so bili te stroji za šivanje slamnikov na isto transmisijo. Tako da se je to vse mešalo. No in tudi ta začetek te konfekcije je bil pa ravno tako silno težek. Ker smo začeli pravzaprav brez načrtov, brez programa, brez da smo analizirali trg, nabavni in prodajni, ampak smo prvi začeli in potem delali razne poskuse, razne proizvode, ki pa niso šli dobro v prodajo in so se kopičili v zalogo. Tako da smo potem organizirali potujočo trgovino, če veste, kaj je to. Kombi naložil 100 rublov in so šli naši ljudje po mestih pa po vaseh okrog prodajati. Tako da smo se tega znebili. Te klobuki so bili pa tudi ravno tako sezonska proizvodna. Pa tudi količine niso bile velike. No, in tam pri slamnikih smo potem začeli počas s kapami, da bi zapolnili tisto drugo sezono. Tudi v začetka zelo skromno, zelo to Milica ve, kako se je to začenalo, no potem se je pa ta proizvodna močno povečala in klobuke smo začeli izvažati. In tulce za klobuke smo začeli izvažati v Nemčijo, predvsem Nemčijo, pa Avstrijo. S tem smo si ustvarili devize, ker je takrat je bil tak sistem, da če ste ustvarili izvoz, ste z določenim odstotkom na teh devizah participirali. Iz tega denarja smo pa potem kupovali boljše kvalitete volno in slamnate kite iz Kitajske. Takrat se je potem kvaliteta teh izdelkov pa močno povečala. Razen tega smo kupovali tudi uvažali potem te, ne vem, če poznate, vitice, te lesene, rekli se bast, in smo ga organizirali pletenje po teh vaseh, tam okrog Vodic, barvali tovarni, ker smo imeli svojo barvarno in iz tega potem izdelovali take lahke slamnike. Zdaj, vi ste najprej delali slamnike, ki so bili namenjeni predvsem za delo, ne? Tako je, za delo na polju. Za polja in največ jih je šlo po Jugoslaviji. Kam je šlo največ teh slamnikov? Največ tega je šlo na jug. V Srbijo pa, tam so imeli polje, veste. Banat, Vojvodina. Vse, ja. Tega se je zelo veliko prodali potem. No, potem so se pa začeli tudi boljši slamniki, pa tudi iz teh raznih tulcev, ki smo jih uvažali. Tako da je tudi bilo potem že to... Turističen namen za turiste? Ja, na morju se tega veliko prodajo. Tudi organizirali smo imeli to prodajo, tako da so trgovine to sprejemale. Prej tega zanimanja sploh ni bilo.
Sprav, večina je bila najprej delovnih, pa za Jugoslavijo, potem ste začeli tudi z turističnimi. Kdaj se je pa pravzaprav začel izvoz slamnikov? Izvoz slamnikov, izvoza mi sploh nismo imeli. Ne. To je sprav, vse skozi je bila proizvodna za Jugoslavijo. Nikam, ne, klobuke, pa tulce smo izvažali, to sem že prej rekel, slamnikov pa nič, je bilo vse domača, za domač trg. Sam takrat mi konkurence, pravzaprav razen za mengeške zadruge, nismo imeli nekih manjših privatnih, ko ni bila konkurenca. Je pa tako, kot sem rekel, to sta bila oba, rečemo, dobra artikla, sam brez ene možnosti širitve, brez možnosti povečanja, brez možnosti dodatnega za poslovanja. No in so potem uskočile te pri pokrivalih kape in na drugi strani konfekcija. Ja. No in moram reči, da tudi pri konfekciji sem že prej rekel, je bilo izredno težavno. Do takrat, ko je po Temša odšel, on je šel potem, poznate, Troha, on ga je spravil dol v Lamo, v Dekani pri Kopru, in je tudi tisto se ni lepo, ampak bom rekel, spravil na kam, je šlo s tečajem pa v Kopru. Ampak mi v Domžalah smo imeli pa srečo in vi ste leta 1961 prevzel univerzale, postal direktor in bil 27 let direktor tovarne univerzale, torej do svojega odhoda v pokoj leta 1988. 29. junija. Ste šel 88, ste šel v pokoj in vse obdobje ste bil direktor. Vse obdobje sem bil direktor, preživel vse reelekcije. In tovarna je počasi rasla, ne? Tovarna je rasla in ko sem jaz prišel in ko je univerzale postalo zopet samostojno, je bilo 80 ljudi. Potem, ko sem prevzel kot direktor, je bilo nek 140, ki se je takrat delno že začela konfekcija. Ko sem univerzale 88. leta zapustil, nas je bilo 630. In še 400, okrog 400 pri kooperantih, ki so delali za univerzale. No, izvoz je pa takrat, ko sem jaz prevzel, ker prej sploh ni bilo govora o izvozu, jaz sem začel preko Jugotekstila delati na tem in smo uspeli. Začeli smo verjetno starejši, poznate tiste ljube šuškavce, to so bili tisti taki držni plašči z najlona. In smo tistih delali na 10 000 za Češko. No, iz tistega se je razbil potem posel, tudi na te bunde, pa smučarska oblačila, kot smo z njimi sodelovali po 12 let, dokler potem ni prišla tista češka pomlad, potem pa so se te odnosi prekinili. Mi smo pa vmes pa začeli delati usluge za zelo dobre nemške firme, med najboljšimi firmami smo za njim delali usluge. Sam to je bilo izhod v sili pravzaprav. Tam smo spet dobili devize, ker smo participirali na izvozu in z tistega kupa tudi slamo in tudi volno, pa ta izčesek za klobuke. Tako da se je eno z drugim pokrivalo. Medtem je postalo to vse tako veliko, proizvodna se je mešala. Kape, slamniki, klobuki, konfekcija, vse to je bilo pomešano, tako da smo gradili čist novo veliko stavbo, kjer smo organizirali potem pokrivala, vsa pokrivala v tej novi stavbi, konfekcija je ostala v stari. Čeprav to ni bilo najbolj posrečeno, ampak pač stavba je bila tukaj, ker drugače normalno gre, nove konfekcije se gradijo, tako da proces teče horizontalno, pa nas je šel pač vertikalno, ker ni bilo druge možnosti. No in tako se je potem cela ta zadeva ugodno razvijala. Moram reči ugodno, plače so bile pri nas
Vedno, nikoli niso zamujali. In nikoli v vaši zgodovini direktovanja ni bilo niti dinarja izgube, je tako? Ni bilo, nikdar ni podjetje zašlo v izgubo, nič. Največji problem je pa bil to financiranje, ne? Ker to je bila sezonska proizvodna, vse, kar smo delali, je bila sezonska proizvodna in mi smo gradili, tam v Homcu smo kupili zadružni dom, da smo gor imeli skladišče, pa v Domžalah skladišča. In to je bilo treba financirati, smo potem za to najemali kredite, ne? Ampak vedno, ko smo to prodali, smo pa kredite vrnili. Takrat mislim, da je podjetje zelo uspešno poslovalo v univerzali. In takšne direktorje bi lahko rekel, da jih tudi danes bi še kako v Sloveniji potrebovali. Mislim, da gospod Svošek zaslušen. Velik Jaz, ko sem šel v službo v Sarajevo, jaz se nisem počutil, da grem v službo. Jaz sem šel pa domov. Jaz ste bil tudi bliz doma. Zelo. Črnolišče je bilo tako rekoč, ne? No, spomnim se pa, da dogodka, ker mi je pa nas vse zelo prizadel, ne? To je bil požar v firmi. Ne vem, če kdo se spomnim, nekaj se spomnim. Vsi pravijo, da se spomnijo, ampak ostali bi pa to še slišali. Ja, mislim, popravljali smo streho nad polstilnico in je s tisto letlanko varil tektil, ko krivo na nov, pod tistem je bil pa les. In je po noč se užgal, ker je to prišlo do les se je vnel. Meni je ta prvi telefoniral po noč takrat Slavinc, Uroš, direktor Heliosa, kjer pa stanoval v tej stavbi nad trgovino, nad Vere, takrat je bila Vere. Kjer je rekel, Fabrik ti gori. No in sreče, jaz sem takoj povedal, kaj je moj sum, kje je to se umelo. Takrat je bilo kar policije in kar vsega tam. Pa naši ljudje so takrat gasili in sreč ni prišlo do hujšega požara, ker smo imeli ravno za tega Nemca, ki smo delali te res kvalitetne proizvode, pripravljene za dobavo in so rešili, vse so rešili. Drugo je pa zavarovalnica plačala. To so bili težki momenti. Jaz še tole bova mogoče omenila. Pred drugo vojno so slavnike, ki so jih delali v Domžalah, nosile mnoge glave, tudi kronane, ne? Ampak tudi slavnik iz univerzala je imel eno pomembno glavo, ki ga je nosila. Skratka, ta slavnik je v resnici ne samo kot protokolarno darilo nosil bivši predsednik Tito. Ja. Njemu smo ga naredili, ne? Slavnik ga je nosil in to je bilo pa iz uvoženega tega tulca. Je mogel biti najboljši material. Najboljši material, ja. Se je bil Panama. Ja. Slavnik Panama, kako poskuse ste, da ga poskusil ste pa to nesel na Brdo? Ali kje je to? To je na Brdo. Na Brdo, ja. Samo na Brdo smo nesli tudi bundo za Tita. Aha, to je to. Ja, samo jaz nisem šel takrat gor, ampak je šel samo, ne vem, če ga poznate, Rado Vojska. In je bil Tito, še to rečemo veš kot ta mala anekdota, zelo ljubezniv, pa takoj zadovoljni, da sem ona pa strašno neprijazna in nič ni bilo dobro, kar je. In ni bilo všeč, Jovanki torej ni bilo všeč. Jovanki ni bilo všeč, ne, ona je bila posebna. No, to mnogi pravijo, da je bila zelo nezadovoljna in zahtevna in sitna, dobesedno, ne? Tečna. Mislim, da bo tole
za prvi del dovolj. Jaz vas seveda vabam, da se tudi potem, ko se bomo še z ostalimi pogovarjali, še kaj vključite, če se te kaj spomnili. Hvala lepa, jaz vas ne vabam, da malo naše pogovarjanje. Imam pa seveda tudi eno vprašanje za Maro. Mislim, da jo lahko gospod Maro Viler malo izkoristimo. Ona je prihajala pa iz konkurenčne tovarne, bilo rekel. Ona je pa iz Toka. Pa me zanima, kako ste se gledali delavci Toka pa delavci univerzale. Ja, lepo. Benja krivu, benja fušarije. Je pa ne. Pri vas, ali pa no, pri univerzali in pri Toku je bilo raven tako, vse v redu. Nikoli nobene stvari zamudo. Tudi če kdaj ni šli precej, sem da še vilja. Če ni bilo dela, brž je tehnični direktor, da je bil gospod Tokar šle. Hitro nekaj obstrigovati, ali pa pet tamle pucat, pet dol kartoni vleč gor, ali pa vale usna. Nič brez dela. Už kar prazno sedela, pa čakala, kdaj bi prišlo te če bo kakšno delo barno. Ja, ampak to vsi vemo čas. A fabriška devojka se, ja, pejte gledko, kakšne torbe, ampak da nam pa jaz na svoji navijala, ne? Pošiva do, koli torbica, ki je mogla biti, točnja mogla ljukenca biti tam v kotu, neč druga. Kam pa misliš, če spiš? Tukaj je treba res tudi za maršalac smo delali, tudi za kronane glave. No, da sem pa jaz prišaldala na togo. Prijatelji smo bili, prijatelji, lepo pozdravljena Jožica, pozdravljena Pepca. Lepo je, zelo lepo. Se vidi po nam, ko smo še. No, to se mi zdi prav, da povemo, da so se dobro razumeli, pa še sosedne tovarne so bile. Izvolite, gospe. Hvala lepa. Zapeli bomo eno v pomladi. Zapoj mi ptičica pesmico. Tako. Stari leta vešla. Kar mi znamo, se vam še nasajna ne. Zapoj mi ptičica pesmico, zapoj mi jo še enkrat. Že vidno pod pasih mi struna zveni, mladosti pa moje večni. Še vidno pod pasih mi struna zveni, mladosti pa moje večni. Zapoj mi ptičica pesmico, drevesi spet je pomlad. Zapoj mi pesmico še enkrat, če ravno nisem več mlad. Zapoj mi pesmico še enkrat, če ravno nisem več mlad. Mi pesmica tvoja pod struna zveni, pod prstih mojih lepo mi doni, ob mislih spominih na mlade dni, mi srce ob zvokih drhti. Ob mislih spominih na mlade dni, mi srce ob zvokih drhti. Zapoj mi ptičica pesmico, zapoj mi jo še enkrat. Rad srcu občutil bi še pomlad, zdaj in še mnogokrat. Rad srcu občutil bi še pomlad, zdaj in še mnogokrat. Boste še kaj povedal? Sam spomnil sem se, prej ste rekli, da je bila kasarna, pa da je bilo zatemnjeno. Ja. To smo mi, še velik let, ko sem bil jaz že v službi, je bilo to še vse zatemnjeno. In potem smo mi tisto barvo praskalo, pisem. Z okn, ne? Z okn, ker je bil, gor je bil pravzaprav
gor je bila, to je bilo drugo nadstropje, takrat ogromen prostor, pa sam proizvodna škema teh rudarskih čelad. Drugo je bilo pa vse prazno. In ko smo mi prostor rabili, takrat smo pa to morali očistiti vse. Dobro, moja naslednja sogovornica bo pa gospa Milica Vavpetič. Tudi ona je pravzaprav vso svojo delovno dobo preživela v tovarni Univerzale. Zdaj ste prišla kar bližji, da bomo slišali. 54 leta, delala sem pa do 89. To se pravi, da sem bila kar hišni inventar na vseh sortih področjih. Prišla sem kot mlada deklica v delavnico, ko so se opremljali klobuki pa slamniki. V tistem oddelku naprej se je šivalo, tudi so se slamniki šivali. Skratka, za vse so me ponudili. Bila sem kar menda spretna, pa sem počas potem napredovala. Ja, napredovala. In smo imeli v tem oddelku eno Cilko Janežičevo, ki je bila mojsterca, vodila je te oddelke in ona je bila pa zelo politično aktivirana in je bila veliko odsotna. Pa sem potem jo kar mogla večkrat zamenjati in so tako spoznali, da mi kar gre vodenje, in so mi kar zaupali. In pa ste vi postala vodja obrata šivalnici pa opremljevalnici, šivalnikov, slamnikov in tam, ki se je opremljalo, v glavnem pri slamnikih. To je bilo pa, točno tistega datuma se ne spomnim. Spomnim se pa samo to, da smo mi slamnike začeli šivati, da to prvo res ni, ne vem koliko, kakšne količine niso bile. Ampak spodama je pa ta naša prodaja tako napredovala, da ni bilo nikoli dost. Te ženske, te šivalke še starejše, ki so prišle ki so v tujini šivale, so pri nas honorarno delale, ker mlajše v glavnem, to so bile vse priučene. Vas malo ustavljam, to so bile gospe, ki so šivale, ki v Ameriki, so šle po vojni, oziroma pred vojno v Ameriko in se vrnile in imele zelo veliko znanja o tem. Ko je pa nas to zacvetelo, smo te ženske potem zaposlili in se naučile, mlajše so šivale. To se pravi, da je bilo teh šivili, ki so slamniki šivale, je bilo 30, pa je bilo še premalo, ker je prišel v dobje, ko smo mi naredili na letno, tudi če je bilo to sezona, po 360 000 slamnikov, da se sploh ni dalo. Te ženske so bile ene res tako mrljive, v glavni, vse so mogli biti. Se je delalo ob sobotah, se je delalo ob nedeljah, da se je dosegel tisti rok, ki je bila prodaja. In včasih je kakšno tudi, so bili kakšni prazniki, pa bi rade doma ostale. Nekatere so pa rekli, punce, primimo zdaj za delo, dokler je. Še nič ne vemo, če bo skozi delo. V katerem obdobju se je največ slamnikov delalo? To je bilo, kdaj, okrog leta 65? Prej že? Prej že, ja, prej. 65 se je že zmanjševalo. Kar dopolnite. Ja, to se pravi, čim so se pa slamniki začeli zmanjševati, so se pa ta pokrivala iz blaga bolj stopnjevala. In so te ženske, ki so prej slamniki šivale, mogle se vključiti, da so šivale kape. Med njimi je bila tudi Joži Košakova, ki je prej slamnike, pa tudi na kape prišla. Samo pravim, tako se spomnim, da res norme smo imeli visoke. Posebno, ker smo za izvoz delali, nam je on določil, kakšne norme bomo imeli. Ja, kjer ste izvažali. Tujci so določali, kakšne norme. Vsak Finik se je šlo. Se to je direktor Solšak dobro razmeram glihov, ampak
bilo je pa napeto, zelo, zelo. In se rečem, te ženske so bile res tako pridne in tudi izčrpane v tolikih letih, ki je bilo treba to tako nedelje in sobote, če smo hoteli tisti plan doseči. In vi ste bila, ko se sliši, kar kljub temu, da so bile visoke norme, zdaj le to tudi poudarjate, zelo priljubljena šefica. Zelo stroga, ampak jaz sem samo po sebi, ker so od mene zahtevali višji, to sem jaz hotela speljati, ne? To se skregalo. Ja, seveda, treba se bilo tudi to, ne? Samo pozneje, ko sem pa, naprimer, oddelek zapustila, so pa vsi rekli, ja, se huda je bila, no, tako so rekli, žleht je bila, ampak bila je pa pravična. To je pa meni pol tudi kar dobro delo, ne, ko so rekli. Kakšne metode ste, recimo, metode na rekovajih, recimo, s čem ste motivirali ljudi, ženske, da so, recimo, toliko delali in da ste imeli tako dobre rezultate, ne? Ker to je bilo res tako, da ste bili še sami presenečeni, koliko zmorejo. V glavnem sam moraš biti pošten do dela, pokazati, da si pošten in potem tudi dosežeš, da drugi te posnemajo, ne? Tako jaz mislim. Kako je bilo pa z oblikovalskim delom, ne? Najprej na začetku so bili, smo že slišali, bolj te delovni slavniki, ampak potem... Prav taki slavniki, ki so tam gor, ne? To smo rekli kranjski slavniki, ki so bili kranjske slame za Napolje, ja. No, potem smo imeli pa, pozneje pa te stiskalnice, ki so se kalupi delali, mi smo imeli tudi modelarno za kalube, da se je oblikovalo noter, ne, in potem si to upreše dalo in se je oblika slamnika naredila. Potem je bila lakirnica, je bilo treba to polakirati, res svojo trdoto dobili. Na koncu smo imeli pa tudi take spretne roke, so mogle pa to lepo opremljati, ne, z raznimi trakovi, uvažali smo tudi razno cvetje, mislim, da s Češke smo to... In to potem dodajali, da so bili res taki kot modistični. A je kdo, recimo, hodil tudi v tujino, kaj pogledati, kako zgledajo stvari? Ja, tudi v glavnem posebnih so hodili in so prinesli razne vzorce, ne, pa smo pa tudi po tistem malo kopirali. To vas sprašujem zato, ker me je gospod Igor nekako obvestil ali pa povedal, ne, da ni več nikogar našel, ki bi kaj več o tem delu povedal. Zato zdaj ne malo obnavljava tudi ta del oblikovanja o slamnikih, ne? Ker najbolj je bilo to potem zelo pomembno, da so bili lepi in privlačni. Ja, posebno klobuki, ki so se delali. Se slamniki niti nismo za izvoz delali. To je šlo vse na jug, ampak to se je vse prodalo, pa so tudi zahtevali, da je bila res kvaliteta in izgled. To so dame nosile tudi na morju pa po mestih, te slamnike. Klobuke pa v glavnem so se pa izvažali največ pa iz blaga. Največ smo delali klobuke iz blaga za izvoz. Ampak če se vrneva s slamnikom, še to zadnje vprašanje, mogoče to je bilo izključno skoraj, lahko rečemo, ročno delo, ne? Ja, skoraj ročno delo in skoraj vse priučeno. To nismo mogli nikjer naučiti se. In tista, ker je bila bolj spretna, bolj dovzetna, je prej znala in lepo znala delati. Torej, tudi ko so prihajale nove, mlade delavke, so se pravzaprav tega lahko naučile samo pri vas v tovarni. Pri starejših, vse so se pri nas učile. In kako je bila tu kolegijalnost med starejšimi in mlajšimi? So z veseljem prenašale to znanje? Kakšne so bile tudi malo ljubosumne starejše, tudi niso čisto vse pokazali, kako hitrejše, kako bolj hitro oblikovati. Ampak so bile pa ta mlade tudi znajdljive, tako da je kar šlo. Je kar šlo. Dobro, hvala lepa. Gospa Milica Vavkovič. Če bo sledila še kakšna anekdota, vas vabim, da še potem poveste. No, zdaj pa spet Marine punce, ljudske pevke.
da nam zapojejo, potem gremo pa naprej. Ravno pozaj. Vse je žirjal. Leži, leži, ravno polje, po polju bila cesta gre. Juhej, juhej, ravno polje, tam je moje srce. Juhej, juhej, ravno polje, tam je moje srce. Nedeljo zjutraj vstala bom, v Ljubljanico se peljala bom. Juhej, juhej, ravno polje, tam je moje srce. Juhej, juhej, ravno polje, tam je moje srce. Pred Altmana stopila bom, za fantiča prosila bom. Juhej, juhej, ravno polje, tam je moje srce. Juhej, juhej, ravno polje, tam je moje srce. 100 belih kron naštela bom, da fantiča nazaj dobom. Juhej, juhej, ravno polje, tam je moje srce. Juhej, juhej, ravno polje, tam je moje srce. Ja, mi pa gremo naprej z obujanjem spominov in mislim, da je kar prava osebnost moja naslednja sogovornica, gospa Joži Košak. Gospa Joži je bila tudi članica študijskega krožka, tudi študijski krožek je pred dnevi dobil občinsko priznanje za delo, ki ga je opravil v zvezi s postavitvijo muzeja. Gospa Joži, vi ste bila pa šivalka, pravzaprav tudi so svojo delovno dobo. Tako, skozi delala v univerzali. Mlada prišla, 37 let delovne dobe, ne, tako da zelo lepo je bilo. In sploh sem vesela danes, ker sedim zraven, ne. Direktorja. Tako, to je zelo lepo. Ja, mislim, skozi smo delali, no, moram pa tudi povedati, da smo imeli dobro majstrico, res strogo, ne. Ampak malo smo jo tudi okoli prinašali. Ja, veste kaj? Mi smo imeli vse sorte muke, se veste, kako je to. Bile smo vse sorte navihane, vse sorte je bilo. Da se danes imam veliko takih tlake zdraven, so da navihane. Gledajo, da vam malo solzne tečejo, ker jaz imam še zmerada. Čeprav smo zdaj vsaka zase, malo se dobimo, zelo malo se vidimo, malo dirkati, no ampak vse pa, ne. Tako da prav lepo je bilo, no. Jaz sem bila lepe. Ampak ne, nič dobi, nič gadka, ne tazga, ker danes se upam povedati, da ni več univerzala, tako da bi me zaprla, ne. Danes se vse luka povije, ne, ker že mi, ne, je že vse vem. Ampak, gledajte, imeli smo zmer kakšne reči, kakšne končke, kakšne take stvari, in smo zmer kaj zašile, med malcev skozi delale, ampak jaz sem morala to vse not prinesti, ne.
Imam pa eno sodelavko, sva dolgo skupaj delale, sva imele zelo velik, tako, take muhe, ne? In, a veste, kako je bilo, in dej seveda, če je Milica prišla, nas je dobila, ne? In jaz sem bila kaznovana, ona pa nič, meni je skozi skoraj delala. Da sem injekcijo dobila. Torej, če se zdaj prav razumela, ste sem in tja malčkov, kakšno zvarno delali, tako, velika. Nesle domov. Ja, tako. Ja, pa tudi tako, take, kakšne lepe dogodine. A še malco so delale na vse. Ja, imam nekaj sabo, lahko pokažem, da smo eno žensko skoraj na pare dale, ne se je vedo slišati. Ampak, gledajte, je tako živa, da je treba posebej ubiti. Tako da bom pokazala, dela, če dovolite. Res moram to pokazati, ker me je dala zdaj, je rekla, da mora to pošpadati, ne? Aha, zdaj izdelke, take. Ja, izdelke imam take. Tukaj so ene copate, ne? Copate, s cofom, ja, za napare. Ja, pa uhterno. To je bilo taki stvari so bile, no, ki je šlo v penzijo, smo jo cel servis naredile, ne. Ampak daj ste pa le pol malca, če ste med malco tudi delale. Veliko smo mogli tudi. Ne, spodamo. Ja, pa še res je. Vse not prinesle, res smo prinesle not, res smo se matrale, tako da smo pa tisti... Koliko let je pa trajalo, da ste normo dosegla na začetku, ali ste jo hitro? Jo, tisti smo kar hitro na začetku, smo kar hitro normo dosegali. Je pa tudi tako bilo, da se pravim, da je bila norma res če dali bolj visoka, ampak od začetka se je dali zelo fajn dosežiti. Kdo pa je vas učil? Mene pa gospa Cedilnikova. In dela tam, da vidim še sina od gospe Cedilnikove. Klinko, ja, tako mama od njega me pa naučila slavo tišče. In to z veseljem? Tako, ja, zelo. Jaz sem imela skozi rada slavo, pa skozi sem rada šivala. Ti še zdaj šivate, ne? Ja, še zmeraj. Tudi te izdelki, ki so... Zelo sem bila kaznovana, ker sem mogla kapa imeti. To je bila kazan. Ja, to je bila kazan. Res, smo rade šivale, ne, vse. No, jaz sem bom dala vam mikrofon še, evo, gospa Milica. Velikrat sem rekla, ko so bile pač kakšne hude name, da sem preveč stroga. Sem pa odgovorila, ja, kako naj ena ljuba ženska 100 ženskam vse ustreže, če še Bog ne more se ustrežiti. Se pravzaprav mislim, da ste lahko kar ponosna, da ste bila pravzaprav vi majsterca, ne pa kakšen gospod, ker smo bili ponavadi gospodje, majstri ženske pa delajo, ne? Ponosna sem pa na tiste starejše ženske, ki so prišle, ki so v tujini šivale, to se pravi Čakarjeva mama je bila Cedilnikova mama, ena Rozmanova, Lenčkova, ja, velikih je bilo. Te ženske so pa mene kot deklico zelo spoštovale in tudi potem še, ko so doma ostale, so zmeraj rekli, ja, res si bila tako poštena in si se nam priljubila. Tako da sem bila ponosna na to, na te starejše ženske. A na nas nič? Ja, gospa Joži, tamle so večinoma kar vaši izdelki, ne, vi še zmeraj šivate in ste tudi demonstratorka v Slavnikarskem muzeju. Ja. To pomeni, da pokažete, kako se dela, zdaj pa zanima to znanje, zdaj tudi kaj prenašate na mlajše. Ja, zdaj, da še ne moramo, ker nimamo to mašin še tok, ne, da je samo ena mašina in da če se tisti pravam, jaz ne vem, treba je zrihtati več mašin, material in to so naprej kar delali, ne. Za koliko časa pa vi še imate materijala? Jaz ga imam pa tudi še nekaj, ampak ne za slavanke, bolj za cekarje, ker za slavanke se prehiter ponuca. Slavanke, balo slavanke pošijaš mi grede, ne, to v eno tedna. V Bali je 120 kit in jaz to pošijam v eno tedna za slavanke, ne. In jaz pa bolj šparanti
šalci te kite za cekarje, ker cekarje tudi delamo, ne, za narodne noše. Tako da jih je škoda malo teh kit, ne. Kar je še nekaj tiste koncu, ki je plastične, ne, ki so viska, evo, no, magama je izdelki, ja, cekarje. Ja, no, zdaj smo jih še dobili, jaz jih imam še od univerzale, ne, ki še v stečaj sem nekaj kupila. Drugač pa... Slavo, ja, še od tam. Še od tam, ja. Jaz imam še od tam nekaj, sam dobi se pa zdaj tudi še. Sam jaz bi pa spotoma rada nekaj vprašala, ko imam njih možnost. Glejte, skozi smo govorili, da so kite iz rižave slave, ampak to ni res, ne. Ne, to je pšenična, to je zdaj Pajk povedal, da je to liko pšenica, da je pšenična kita. A to te, ki so prišle iz Kitajske? Ja, iz Kitajske. Absolutno vse je pšenična. A ne, pa smo skozi govorili, da je rižava, ne. Mislim, da to tudi v nekaterih dokumentih piše. Ne, absolutno pšenična. Ja. No, je kitajska pšenična slama, smo razčistili. Zdaj smo zvedla, ne, da smo imeli ta tečaj, ne za muzej, da je to pšenična kita. Da je, vidite, mi smo imeli pa drugačen, ne, slišali smo, ne, da je rižava, smo govorili, da je to rižava, ampak ni, ne. Kje ste pa stroj vi dobila, oziroma... Jaz sem pa stroj kupila v študiji, od ene gospe, ki je prišla iz Amerike, no in me je Kičtine predlagal, da ima tam ena mašinco in če jo hoče kupiti. In jaz sem pa takrat rabila tisto mašinco za cekarje, tisto osnovo naredim, ta prve in moram 3 kite skrb zašitne, da je tista mama, ki me je učila v Jačeva, ki me je cekarje učila, je vse na roke šivala. Jaz sem pa rekla, zakaj da bi na roke šivala, če na mašino ti skupi, vse končke ponucaš za gero, ne, ker je to osnova, noter, to moraš ti kide. In zato sem pol jaz mašino kupila. To je tako prožilo, da me je gospa Cveta začela malo pa vsem večkrat. Pa občina, ja, se pravi večkrat. Da je šlo naprej. Da ste ga pokazali in potem je tole, lahko rečemo, se kar dobro prijelo, ne? A ste zdaj že koga od mlajših naučila? Ne. Ali se že ne pripravlja? Zdaj se bo... Ne se pripravlja. No, jaz upam, da bo to ena naslednja... Jaz na mojo mašino ne morem, ker ni delo, se to je to, ni delo. In tisto mašino, če jaz je treba čuvati. Ja, je treba merkati. Če ne... Bo konec. Ja, jaz ne mogla nič zašiti. Dobro, zdaj pa še gospodu Mihetu, Korošcu, izvolite mikrofon. Vi ste pa prišel v univerzale že leta 45. 15. decembra 45. Kar bližji dejte? 15. decembra 45 se prišel, ampak sem bil že prej pod univerzale, prej sem šel v manifest stran. Jaz sem delal prej v Kavaša šahe, nasprot Tokata. Bil je pa sušnik, en sušnik je bil direktor, meni sam pustil. Jaz sem pa potem kar... Sem šel delati v univerzale, tam smo pa še pisali. Kaj ste vi delali v univerzale? Vse, kar je bilo. Vse? Vse. No, kaj je zdaj to? Ta prva, ja, jaz pa začnem, ko povem pot univerzale. Jaz sem hodil k Kavašak spadirati šahe. In sem jaz 4-krat na dan šel mimo univerzala. 4-krat. In sem imel veliko problemov. Takrat je pa še vojna, takrat je pa pok na Nemcu v univerzale. So me zmrstovali tam. Sem enkrat šel mimo, tam je straža na konc, je teže ni to res, pa da ti pa konc, ki pa pok na vojskega. Na sredi je bil pa eden, ki je ustavil. Mene je ustavil, jaz sem 12 rodil, me zagrad polake, pa imam noter, pa bom potem že pa imam normalno službo, ko se je smajal. Kar bližji mikrofon. In ko jaz sem univerzale vse delal, jaz sem ta prvo delal univerzale, ki sem prišel 45 leta. To je napisal, ampak sem prej že bil. Sem starec v Netrgu.
Bovnine, ne včasih pa sam volna. In smo tiste tujine trgali, potem pa začeli pa tulce delati. Iz tiska. Sam pa imel velike probleme, se je trgal, ni se sprijemal, vse sorte, pa to je. Potem pa so bili pa še ladje se potopile z volno in so jih nam vzeli tisto volno. Smo imeli tisto volne na tone. In to smo vse zbrali, velike od olja, ti smo vse stradovali, drugi smo pa dorišli šilke med marona na travnik. To je bilo grozno, veliko smo imeli to tem. Kdaj ste vi delal potem v... Jaz sem prvo sem delal pri tulcih. Od tulcev sem šel pa na slamenke. Tam sem pa slamenke oblikoval in sem tudi veliko predelal slamenko, kaj je od prejšnjega ostal. Sem veliko tudi predelal. Dovoliko. Starih slamenkov? Tulcev. Smo predelali v navadne slamenke, prej so pa tako šlo za dame. Kako pa je bilo delati v eni tovarni, kjer so pa vendarle prevladovale ženske? Prej sem videla, da tamle so delavke, ker je zelo vesele, ki so vas videli. Ja, to je pa tudi težek del za žensko. Jaz sem delal na šponoriji, to se pravi šponorije, pa je bilo tako dolgo, fajn pobred, pa modeli hor, pa sem tudi dobil kralske slame, tako smo sam kralske slame delali. To je prvo oblikovanje na šponorije smo delali, rekel sem prvo oblikovanje, se reče spravljinsko, to nekako ne. Jaz sem stara beseda, šponorija, tako je. In potem sem šel pa naprej, v Čelavu pa sem šel pa spet naprej pa na Klobuka. Zdaj sem pa dolg čas v tem delu, pa moj majster umrl, ko sem pa jaz prevzel tisti del. V Božarske delu. To je tala direktor, pa je že, ki je bil... Demšar? Ne, pa je Demšar. Še prej? Prvo, no. Zalo prvo. Aha, pa vi še tega gospoda poznate. Pa je se to, ko deloval. On je se zastopil in prišel k mašini, da delal pa hola nared. Sem jaz delal, še šel takrat sem še na štrikvake delal, ne vem, ko se reče slovenske štrikvake, jaz to sam po nemški, da poznam besedo. Prišel k meni nazaj na zmetu, da mi je dobro, nazaj zmetu. Kar mikrofon bliže. Ja, ker pa ne glasno. Ampak zdaj niste nič povedali, kako je bilo delati med tokom ženskam. Zdaj moški so bili večino, pa ne Vse nismo vsaj gledati na ženske, jaz sem gledal na Pobuk ali pa na Slamek sem delal. Zato se pa nisem pokmal v ženu, veš? Se pravi, Joži, bote kar mikrofon? Malo moška je bilo in jaz moram reči, da smo se zograbile zale. Ja, zdaj je bila kakšna zabava. To smo poletele po gospoda direktorja. Za ples pa. Za ples, ampak pa ni povedal, pa ni rekel, da nikdar ni rekel, da ne všel. Je plesal tudi svojimi. In Miha. No, še tole sem želela vprašati, kdorkoli bo že odgovoril. Videla sem, da je bilo zelo veliko pravzaprav parov, zakonskih parov v univerzalu, ker sta delala in mož in žena v tovarni, ne? Tudi to je bilo, ja, tudi to je bilo nekaj. Danes recimo mislim, da pogrešamo, pa smo mislili, da pride in je gospa Jelka Kralj, ne? Je. Kje pa je? Je. Jaz te pa čakam tukaj na... Pa jo moramo pa kar hitče povabiti, ne? Ja. Ko Jelko. To moram še povedati, da sem jaz prišel v univerzale, so bile še štale, konjišnice, kako so bile. Tukaj so imeli, material so vozili na postajo, s konjem so vozili na postajo, to so bilo, takrat so bili še, pa velik vzovc je bil, ki so malo imeli gor. Potem se je poznal, da so imeli prevoz konje. To pa tudi povedal, da naš tapar, da nekaj ti veš, kdaj bi naš tapar, kam je šel ta prvi dobiček univerzale. Smo ga se poznali začetali, pa veš, dobro je, pa smo narek pili, naredili. No, kam je šel prvi? Stranišča smo naredili, kaj se kaže, stranišča so imeli Črbunk.
Na začetku. Ja, skoro skoraj pa fabrika. Res je, da je štiri Pa dobiček smo pa... Ja, pa kopalnice, ja. Pa kopalnice. Dobro, jaz pa zdaj gospod Jelko Kralj še vabam, da se nam pridruži. Jaz bi vam želela vse še nekaj vprašanj postaviti, predvsem pa je treba povedati, da je gospa Jelka Kralj med tistimi, ki je tudi pravzaprav dala našemu Slavnikarskemu muzeju veliko izdelkov, pa sem vas želela vprašati, kaj je bilo med tem, kar je tu zbrano, katere stvari ste vi dali in prispevali za Slavnikarski muzej. Da sem se pač izmerila, ker sem direktorju držala. Bomo pa ponovili, katere izdelki so vaši, ker ste veliko stvari vi dala za Slavnikarski muzej, kaj ste dala? Kaj sem dala? Sem dala slavnikov, nekaj tulcev, nekaj pribora, orodja, bi rekla, ne. Moj oče je delal tudi v univerzalu, pa najbolj še kaj ukradel. Drugač ni mogel k naš tiš prideti. Ampak znaš smer malo zardela, moram priznati. Njegov račun slabo veste. Ampak zdaj ste to vrnila pravzaprav v boljše namene, ja ne. Za muzej, ne? No, pa vidva Sej Miha je tudi rad kaj ukradel. Jaz mislim, če mi vsakokrat nekaj ukradil, je mislil, da nekaj pozabljaj. Ja, ampak vi ste pa bila, ne? Vas soproga bila v univerzalu zaposlena. Sta se tam tudi spoznala? Ja, tam so se spoznala. Kar med delom, pravzaprav. Ne, med delom pa ne. Vse smo imeli občne zbore, pa veselice, pa na Kamniški grad smo šli, pa smo takrat, kjerga smo zgubili, Milica, kjerga smo takrat zgubili. Ja, in pa smo se zbližala in vzela. Še več povem. Vi ste pa kaj delala v Jaz sem pa v prodaji. V komerciali? Ja, v prodaji. In kako je šla prodaja v teh letih? Je bilo kdaj kaj napeto, kaj težko? Tako, kot je že direktor povedal, nekaj časa je posel cvetel. Na koncu, ko se je pa začela Jugoslavija kregati, ne, je pa to, pravzaprav je manj so še robo, plačali jo niso. Drugač prej, disciplina plačilna pa ni bila nikoli prav dobra. Ampak z ostalimi deli Jugoslavije. Ja, ne pa tudi Slovenci, to je večno preznali. Kakšne so bile pa takrat metode komerciale, da ste potem prišli do denarja? Najprej smo imeli, je treba povedati, potnike, da so potniki svojo kolekcijo hodili po Jugoslaviji in predstavljali robo, slamnike, konfekcijo, kape, klobuke, vse. Po vseh republikah, ker za vsako republiko je bil svoj potnik, ne. Ja. Oni so tudi vzpostavljali stike s temi velikimi hišami trgovskimi, ne, kot so nama, Zagrebška, ali pa blagovna hiša Beograd, ki so imeli 34 velikih trgovin po večjih mestih, pa manjši tudi, manjši. Pa lahko rečete, da pa osnovno je še tak sistem zaključevanja, da so direktno hodili eno tovarno, eno pa na posebne sestanke, ki je šlo naročal, ne? Ja. Tam se je veliko prodala. Tudi, ja. Recimo smo šli, eden je šel iz prodaje, pa je potnik, pa kolekcijo smo peljali, pa v nekem hotelu ali pa v neki dvorani, pa povabili poslovodje, pa direktorje, da so to kolekcijo si ogledali, pa naročali.
Ja, in zdaj ima gospa Milica en komentar, kako je bilo s tem naročanjem, kako ste pa vi to videli? Da so tudi potniki med sabo tekmovali, kdo bo več prodal. In so toliko prodali, da tudi narediti nismo mogli. Da plana nismo potem naredili, ker prodaja, ker prodajala. Velikrat se je to zgodilo. Vi pa niste uspeli toliko narediti. Mislim, potniki so bili plačani od tovarja, provizijo so dobivali. In potem so se trudili. So bili zainteresirani, da čim več prodane. In najboljši je bil tam, ki je bil za Slovenijo. Rodnik, ne? Ja, rodnik. Je potem celo svojo ženo zaposlil, pa ne živo. Zdaj v univerzalu je tudi vaš soprog delo, ne? A smo kaj? Aha, ne vzvoči. On je bil pa tudi, ima prav podatek, direktor. Ne, ni bil direktor. Tozda. Ja, vodja Tozda se je rekel. Vodja Tozda. To so bila pokrivala. Pokrivala je bil. Vsa pokrivala. On je bil moj šef. Pa moj tudi. Tvoje službe, moj pa doma. Pa moj ljubček. Što slišala? Kaj je? Što slišala? No, bomo ne slišali, Nič hudga. Kar so govorila, ampak nič me ne moti. A lahko še to vprašam, jaz upam, da imam točen podatek, če ne me popravite, med temi stvarmi, ki ste jih vi dali muzeju, so bili tudi dragoceni zapisniki iz predvojnega obdobja. Je to točen podatek? Ja, je. Kako ste pa do tega prišli? Pri nas na podstreh je bilo od nekdaj tam v škatlah nekaj, ne? In tam je to bilo. Pa sem pa jaz rekla, zdaj bo pa treba to meni počistiti, ker hiša je polna vsega, ne? In sem šla, pa je pa ta gospod Kos se piše? Roman Kos, ja. Kako sva pa s tem skupaj prišla? Jaz ne vem. Ja, iskala sta ljudi, ki so delali v univerzalu. Ne, pa sem da jaz poklicala. Ne, v časopisu je bilo, v Slamniku je bilo, da če ima kdo kaj, da naj njega pokliče. In jaz sem ga poklicala in sem povedala, da imam. Ne? In med ostalim sem vam tudi to pokazala, to so pa te stare knjige, knjigovodske, kako so prišle tudi najbrž na ta način, ampak zakaj bi jih pa bil, pa ne vem. No. To so iz let 32, Ja. 36, tisto obdobje, ki je bilo zelo turbulentno za takratno že tovarno, ki je bila že v slovenskih rokah. Ni bilo, mislim, da ni bilo takrat Še ni bilo slovenskih. Ker tiste knjige so še v nemščini napisali. So še v nemščini. Ne vem. Skratka, je pa zelo dragoceno bilo to gradivo, ne, ki ste ga... Ja, tam je bilo in pol meni je bilo zmer žal stran vršt, sem mislila, enkrat se bo že nekdo najdel, kaj ga bo to zanimala, ne? No in zdaj se je pa najdel. No in jaz vse tisto, kar je bilo, sem njemu dala. To je tudi prav in mi smo vam hvaležni. Hvala, da to ni več. Iz tega se ne da neč kupiti, če ste vi hvaležni. Ja, mi smo že prav, da sam se hec. Jaz sem tudi povzela. Že ko smo pripravljali tale nocojšnji pogovor, smo rekli, da si želimo tudi vašega sodelovanja. Tako da jaz bi zdaj prosila, če bi kdo želel od tistih ali katera, ki ste danes tu, še deliti z nami kakšen, ne vem, kakšno zgodbo, kakšno anekdoto, kakšen spomin na tovarno. Jaz bi mogoče kar izvala gospod Ano Ikvičar, ker tisto, kar je zanimivo, je to, da pravzaprav so 3 generacije vaše delale v univerzalu. Pa povejte nekaj o tem, pa bližji dejte. Povedala, da moja stara mama, moja mama pa jaz tretja, to se pravi zadnja generacija, sem bila pa jaz.
Moja mama se je kriza naučila, stara mama je moja mama naučila, tam je Vogelvarder, ne? In potem je šla pa v Romunijo šivati, v Bukarešto, je šla v Francijo, je šla v Zaječar, je šla v Brno. To spravi, je kar precej potovala v krog. Skos, ja, dokler v Franciji, v Bruvajke bila, se začela spoznala, tam se poročila in pa se je začela druga svetovna vojna, se prepravljala, so ta prve delovce pustile iz službe, da prve so mogli tujci domov. Se je vse plačali, vlak pa to pa hištvo naložile gor na vlak in so šli. Potem pa še, kdaj pa šla v Zagreb šivala, pa v Zaječar. Mogla pa je pa še v Ameriko, so je pa Grantom pisal skriv, ki so bili vščil, ker je bila dobra šivalka. Je ena druga šla na mesne. In da vem, kjerega leta je to bilo, ker mama povedala, da je prišel iz Romunije sam gospodar obiskati jo v Domžale in je prinesel cel klobuk gnjade, je stresel na mizo in je vam rekel, da še ni bol toliko pridega dekleta, ki je moja mama. A je vaša mama tudi vas tole naučila? Tudi, ja. Šivati slamnike? Ja. Vi ste bili vso svojo dobo? Ja, 24 let sem šivala v univerzali. 24 let? Ja. Tudi slamnike, vse skozi? Tudi, ja. Kakšni so pa vaši spomini na to? Najlepši. Najlepši. Sajna sem nastavila za šivam, pa nič ne znam narediti. Sanja? Ne znam narediti. Sanja več ne gre? Ne, čisto več ne moram narediti. Pa bi danes lahko še, če bi vam naredila slamnik? Še. Ja, hvala. Hvala, gospodin. Evo, mikrofon je tu, se bo še kdo skorajšel, pa kaj pove. Evo, gospa, izvolite. Jaz sem Sušnik Marija. Univerzale sem bila 30 let. Prvi dan, 62 leta, sem prišla v univerzale in prvi dan sem sedla za mašino slamnike šivati. Prvi dan. To je pa Cilka me tok, ker je bil po priporočilu mojega moža, ki je bil že v univerzale. Spet en par, ki je... Ja, bila sem bila oba v univerzale. No, in jaz sem res nekaj časa sem šivala, ampak ne to. Potem mi je pa gospa Milica, ne vem po kakem ključu ali kako, ne vem, videla, da je se verjetno spretna in mi je dala za predelovko. Slamnikov, ne. Sem bila nekaj časa predelovka, pol, no, ko se smo pa selili v eno stavbo, ko je Klobuki, ne, ko je pa pol nova stavba, ki je bilo že povedano, ne, sem šla pa k Klobukam, sem bila pod vodstvom Korošča Mihata, sem bila spet predelovka, ne. Potem, ko je šel pa on v penzion, sem bila pa vodja pri Klobukih. Čakala se šel, Ne, to ni res. To ni res. Je bilo pa v redu, ne? V redu se je bilo. Glavno, sem bila zadovoljna. Še nekaj me zanima, koliko, recimo prej smo v teh normal govorila, koliko klobukov, upam, da se kdo še spomni, no, pa da jih pomaga, koliko klobukov na dan ste recimo naredili? Jaz nisem naredila. Jaz sem 600 sprešala na dan. 600 sprešala, vi ste bili na prejšnji? On je pa prejšnji. No, se bom pa še prišla vprašati. Koliko nadzor 12 ur ste delali na dan? Ampak se v 30 let sem bila univerzale. Koliko približno se jih je na dan naredil? Ne vem za Klobuke, ker jaz nisem... Ne, slamnikov? Ja, slamnikov. To sem pa že pozabila. Veste, to je pa... Če se kdo spomne, da jih pa pove. Ne vem. To so bili različni artikli, veste, od velikosti. Od velikosti slamnika, ne? Pa zahtevnosti, ne? Ja, zahtevnosti, ja. In odmorom je bilo to vzvisno. Ja, norma je bila pa prilagojena posameznemu modelu. Bom jaz še gospod vprašala, tole sam razčistko, mislim, da so mi prav povedali na Prešer, so bili večinoma moški. Je bilo tako? Pa še tam na nekaj vprašati.
Ne, boste vi povedali, koliko vas je bilo ženska, vas je bilo kaj več, ali ste bila bolj sama med moškimi? Ja, no? Ne, sem preveč jezna. V redu, je še kakšna želja, bi še kdo kaj dopolnil, povedal? Boste? Zvolite? No, takole, jaz sem Boris Razpotnik, bivši kinomehanik, 10 let sem delal v Univerzale in bi prav lepo vse skupaj pozdravil, posebno pa še našega bivšega direktorja, sedaj že pokojnega, Matija Svolška, gospoda. Jaz bi mu kar dal častni naziv temu direktorju, ker je to dobrega naredil ne samo za ljudstvo, ki so delali za tisto časovno obdobje, temveč tudi za samo občino. Jaz kot kinomehanik za tisto obdobje, se pravi 10 let, 1 mesec, 2 sem bil zaposlen, do 79 leta, moram reči, da je bilo takrat odlično in poslovanje in med odnosi med delavkami in delavcami. Jaz sem se vedno za njih, sem bil pa delovskem svetu, kakor to potegnil, sem vedel, jaz sem šivalni stroj popravil, da so ženske zelo trpele, doma so imele obveznosti z mladimi družinami in pri gradnjah novih hišnih stanovanjskih zadev. Zato so bile tisto obdobje zelo težki časi. Ampak smo prebrodili, jaz sem se potem odločil na svojo pot, sem pa zaželil še naprej dobrega poslovanja tovarni, zato sem tudi razmišljal, kako naj bi sin, ko je ustvaril svoj ansambel, naredil eno vižo o slamikarstvu. In ta skladba se verjetno tudi tukaj zdaj zavrti, le pa na mojo pobudo o slamikarstvu. Toliko iz moje strani in vam želim vsem skupaj, nekateri ste že upokojeni, nekateri še boste, veliko zdravja, uspeha našemu direktorju, bivšemu, kot sem že jaz rekel, to zasluži največji čast in naziv. Pa ena prav za njega, da bo zdravje in živo, da bo še zelo dobro nekaj. Hvala lepa. Tam je bila ena roka. Lepo pozdravljeni tukaj v Mojnici. Sicer nič ogromno lepega smo slišali danes o spominih na ta prečudoviti kolektiv. Niti besedice pa ni bilo še povedanega, da je imel Univerzale tudi odlične pevce v svojem kolektivu. Sicer prav gospa Milica je bila tudi pevka, dolgoletna pevka v mojem zboru Domžalske svobode in morda bi pa ona imela tudi kaj lepega za povedati. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, čisto da lahko pevke samo v toku, tudi v Univerzali se pelo. Eno za moj dom. Dobro. Jaz predlagam, da počasi zaključimo. Če dovolite, bi se zahvalila še gospodu Igorju Kuzmiču in pa gospodu Romanu Kosu, ki sta pomagala oblikovati tale nocojšnji večer, ki sta prijazno iskala in tudi nabirala, če tako rečem, nocojšnje sogovornike, goste, dala tudi pobudo za ta pogovor. Jaz bi se seveda vsem vam res zahvalila za to, da smo imeli priložnost deliti spomine na tovarno Univerzale, da smo to lahko tudi posneli in da bodo tisti, ki se bodo še naprej ukvarjali z njeno zgodovino, imeli dovolj gradiva. Mogoče bi vse ostale še povabila na zadnji pogovor v mesecu maju, bodo še ena srečanja pod Slavniki, in sicer bo v sredo 29. maja ob 19. uri prišel med nas zanimiv gost, dr. Bogo Zupančič, ki bo govoril o tovarni Dekor. To je še ena tovarna izpred druge svetovne vojne, ki je bila močno povezana z gospodom Jožetom Karloškom, ki prihaja z naših krajev in predstavil bo keramiko, ki so jo tam delali prav po načrtih domžalskega rojaka, gospoda Jožeta Karloška.
Vidim pa, da je še ena želja, pa bo dala še vam mikrofon. Jaz bom sam povedala, da sem en slamen prinesla. No, prinesla sem 2 sabo, zato, ker ne vem, kakšno glavo ima gospod direktor, ker dolga že nismo videli, in rada bomo dala, da imajo božanski slavnik. Imate 2, pa boste še pomerila? 2, pa bomo pomerila, kjer bo. Bomo istamalno začeli, ne? 57. Marija, jaz pa nimam nič številke gore. Ja, evo, se prav. Ja, no, jaz mislim, da je bil to kar pravi način za naš zaključek. Prosim pa še, da zapojejo ljudske pevke pod vodstvom Mare Viler. Vam hvala za obisk. Upam, da ste tudi vi preživeli prijeten večer v teh spominih. Hvala, ker ste prišli in vabljeni še prihodnjič na srečanja pod slavniki. Sinoč mi je bil ukraden rožmarin. Sinoč mi je bil ukraden rožmarin, po celi vasi sem šla za njim, po celi vasi za njim sem šla, da nazaj dobila bi ga. Po celi vasi za njim sem šla, da nazaj dobila bi ga. Pa srečala sem fantiča, za rožmarin sem ga terjala. Nazaj, nazaj, moj rožmarin, ne bo se postavljal ti z njim. Nazaj, nazaj, moj rožmarin, ne bo se postavljal ti z njim. Rožmarin se nazaj dobi, če mi obljubiš ljubezen ti, če mi obljubiš ljubezen ti, vse svoje žive dni. Če mi obljubiš ljubezen ti, vse svoje žive dni. Po vrtu sem špancirala in drobne roste nabirala, je šopek rožic rožmarin, mladih let spomin. Je šopek rožic rožmarin, mladih let spomin. To sem pozabila, prijazni gostitelji, Kulturni dom Franca Bernika vas vabijo še na druženje, tako da lahko se še malo zadržite v pogovoru o kozarčku in ni potrebno takoj domov. Dobro, štimanje. Direktor vam malo bolj pogleda. A je v redu?